politična podpora tem protestom. Tako je. V bistvu danes smo Združena levica prišli politično podpreti proteste, sicer zato, ker že 3 mesece praktično konstantno opozarjamo v parlamentu, da je privatizacija ekonomsko, družbeno in razvojno škodljiva, da so zastraševanja z tem, da bo Slovenija bankrotirala in z domnevnimi sankcijami EU prazne, ampak povsod smo naleteli na žuta očesa, tako da smo danes isto stvar prišli povedati še poslati. Vlada trdi, da enostavno s privatizacijo mora nadaljevati tako zaradi proračunskega primanjkljaja. Zahteve društva so v bistvu zahteve, ki jih radi ponavljajo slovenski lobisti, ampak torej niso zahteve, temveč priporočila Evropske komisije. Priporočila pa nimajo pravno zavezujoče vloge in zato pač lahko država tudi ne spoštuje, koliko pač vidi, da jih bodo navodila. Kar pri privatizaciji absolutno je zadeva. Recimo imamo trenutno v Evropski uniji primer Italije in Francije, ki sta enostavno pač rekli, da teh priporočil ne morata upoštevati. Zdaj se nam delno pridružuje SD. Zadnjič na odboru je tudi Franci Križanič glasoval za naš sklep in tudi v ostalih koalicijskih strankah so nekateri poslanci, ki bi lahko našo stvar podprli. Protestov na širših korakih, če pa po protestih govorimo o sindikatih. Ja, v bistvu Združeni levici danes smo prišli politično podpreti ta protest, ker praktično že 3 mesece v parlamentu opozarjamo, da je privatizacija ekonomsko, družbeno in okoljsko škodljiva, da so v bistvu ta zastraševanja z Evropsko unijo, z bankrotom Slovenije in tako naprej prazna, ampak smo povsod naleteli na gluha ušesa, tako da pač nam ostane druga, da pridemo isto stvar povedati še danes na vlado. Lahko samo dodam, to so delavski protesti, ne? Ja. Izgleda, da jih moče zaradi privatizacije, ki je v bistvu najbolj pertinenten proces, ki že poteka, zaradi katerega bo ogroženih na tisoče delovnih mest. Tako da to absolutno podpiramo, seveda je pa vlada v osnutku rebalansa proračuna in predvsem proračuna za leto 2015 napovedala še ogromno ukrepov, zaradi katerih je potrebno pač tukaj podpreti boj delavstva, boj delavskega razreda, ker enostavno te ukrepi so ukrepi, ki bodo drastično poslabšali socialni in ekonomski standard v Sloveniji. Če se torej vlada ne bo uspela nekako dogovoriti s sindikati, če ne bo uspeli preprečiti po nekem vsegov v najnižje plače, recimo policistov. Definitivno.